V mesecu aprilu si dopolnila 18 let. Želiš si, da bi čim prej postala samostojna in neodvisna, kar je verjetno pri tebi zelo težko, mar ne? Ja, zelo je težko. Kam se odpelješ vsako jutro? V šolo, Cilivs Kamnik. Uspešno sem zaključila 3. letnik, bila sem prav dobra. Iskrene čestitke in seveda potem, koliko časa ostaneš tam? Od 7 zjutraj do 5 popoldne. Torej, potem zelo zgodaj vstaneš, Ja. ali kaj težko ostaneš? Zelo težko. Zelo težko. Kaj si želiš ob koncu tedna? Ob koncu tedna si želim imeti čim več prostega časa, samo zato, da se malo spočijem od šole pa od vsega tega stresa, ki se mi dogaja v šoli. Kaj rada delaš? Poslušaš morda glasbo? Gledam televizijo, poslušam glasbo, pogovarjam se s prijatelji, igram družabne igre in tako. In kakšna glasba ti je najbolj všeč? Rock glasba. Rock glasba. Zanimivo. Želiš pa si, da bi dobri ljudje pomagali in zbrali toliko denarja, da bi ti dobila kombi, da bi lahko kam odšla? Ja, tako je. Želim si, da bi zbrali čim več denarja, pač, kolikor se bi dalo, samo zato, da bi čim prej dobila kombi, da bi lahko šla kamorkoli bi si želela. Ti moraš imeti invalidski voziček, ker si gibalno ovirana, in če bi imela kombi, potem bi ga lahko dali v kombi in se odpeljali. Ja, v navadni avto ga pa pač ne moremo dati, ne, ker pač ni prostora. Kdo ti je v največjo pomoč? Mama. Mama Irena ti vedno stoji na strani, Ja. ti vedno pomaga, jo Ja. imaš rada. Ja, mi je v veliko podporo. Ti je v veliko podporo. Ja. Kaj pa boš počela poleti? Poleti grem na 3 tabore. Najprej grem v Vrtiče, potem v Ilarje in zadnji moj tabor bo v Portorožu. Kdaj je Ana zbolela za cerebralno paralizo? Ana je nedonošenček, rodila se je 6. mesecem in od takrat naprej, po rojstvu je bilo nekaj časa v redu, dokler ni prišlo do teh možganskih krvavitev. In vsaka možganska krvavitev je pač znak za eno zadevo, da ni v redu, in to je cerebralna paraliza. Ana je zelo živahna deklica, je gibalno ovirana, torej je odvisna od vaše pomoči. Ja, čist 100% je odvisna od moje pomoči. Torej si tudi vi želite, da bi se čim prej zbrala potrebna sredstva, da bi dobili ta kombi, ker bi potem lahko še šli kam drugam kot samo okrog Kranja. Tako je, zato ker trenutno je taka situacija, da smo odvisni od dobrih ljudi, pa od prijateljev, ki jih poznamo, ker s takim velikim vozičkom se pač drugače ne more peljati nikamor, razen da se pač voz naloži v kombi in da se lahko kam odpeljemo. Za vsako stvar je treba, če gremo k zdravniku, morava pač rešilni avto poklicati, ker jo drugače ne moremo nikamor, a ne, s osebnim avtomobilom jo ne moreš nikamor peljati. Ima pa med poleti ali te tabore, pa počitnice pa tako naprej, in moramo pa prijatelje klicati, da jo pač dostavijo tam, kje je treba, a ne. Tako da je res kriza, no. Upajmo, da se vam želja čim prej izpolni in da lahko kupite ta rabljen kombi in ga bo lahko uporabljali. Ja, jaz tudi upam. Srčno upam.